napisal roman Vdih, izdih, roman, okrog katerega se bomo danes pogovarjali. Sicer pa je rojen leta 70 v Ljubljani, kjer tudi živi in ustvarja, oziroma pač dela. Se pravi, diplomiral je pa iz zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Objavljati je začel leta 1991 v literarnih revijah. Njegov prvenec je pa v bistvu knjiga kratke proze Burkači, skronilci in krivoprisežniki. Izdal je še štiri zbirke kratke proze, ki so nekako zadnje išle 2011. leta in pa romane. Prvi roman je išel 2004, to so Leta milosti, potem je pa, se pravi, Do vdiha in izdiha izdal še 5 romanov ali 4. Mislim najbolj. 1, 2, 3, 4, 5, se pravi 5, ja, skupaj 6 romanov. In v bistvu za 3 je bil tudi uvrščen v finalni izbor nagrade Kresnik, nagrade za najboljši roman, ki jo podeljuje Delo. Se pravi, ustvarja tudi za otroke, nekako serija zgodb, ki se imenuje Zgodbe s konca kamene dobe, o pač duhu Bubujanu in pa prijateljih njegovih. Preveden je tudi več jezikov in pa uvrščen v nekaj antologij. Zdaj ne bi se pa preveč v naslove posvečal, ampak vsekakor je že kar neka kilometrina. Za tabo, midva sva se zmenila, da se kar tikava, nekako tudi tak krog poslušalcev je, da bo verjetno lepše izpeljati to nekoliko bolj neformalno. Zdaj, danes se bomo pogovarjali o romanu Vdih, izdih, romanu, ki ga je izdala založba Goga iz Novega mesta in je torej zadnji roman Sebastjana Bregla. Jaz bi začel kar mogoče z najbolj očitno in to je pač migrantska, begunska tematika, ki jo obdeluješ v romanu. Pa mogoče res najbolj tako vprašanje na prvo žogo, zakaj odločitev za to tematiko, ki je lahko tudi kontroverzna. V bistvu ta tematika me je že nekaj let preganjala in začel se pravzaprav pod Srečno zvezdo. To so bili časi, ko smo se prvič soočali, takrat so bili to pač ekonomski migranti, ampak že te so nas motili, ne. Vozili so se čez Slovenijo, iz Romunije v Italijo in to je bilo blazno narobe, da se zdaj kar naenkrat, ne vem, po naših cestah vozijo, ne. Potem se pa pravzaprav ta svet nekako kar spreminil, ne, v malo slabši svet, ne. Vedno več stvari nas je motil, ne. Pri čemer smo seveda, če bi izpostavil recimo sebe kot predstavnika belcev, Evropejcev, ne, se pravi zahodnega sveta, mi smo tisti, ki nekako smo soodgovorni za vse vojne, ki se dogajajo, ali pa za večino vojn, ki se dogajajo, in vendar se nam zdi potem sprejemanje kakršnekoli odgovornosti, ne, ali pa kakršnakoli pomoč, kjer bi mogli kaj več narediti, kot, ne vem, poslati pakete odvečnih stvari nekam na drug konc sveta, nam je že kar težko in kar ne razumemo, zakaj ne bi to počeli, ne. Se pravi, po eni strani vse tisto, kar mi razumemo kot življenje na lepši strani sveta, ne, se pravi, nam je fajn, imamo neko ugodje in na drugi strani pravzaprav neke tudi žrtve, ne, lahko bi rekli celo neka taka kolateralna škoda tega našega ugodja, ne. In predvsem me je pa tukaj spodbudilo to vprašanje, v kaj se mi sami spreminjamo, ne, kaj postajamo, ne. Nekako, ne vem, če se ozrem nazaj, če pogledam malo v preteklost, kakšni so bili ljudje, vsaj kako sem jih jaz takrat recimo doživljal, kakšni smo danes, ne, se mi zdi to ena taka velika razlika in to razlika v smeri slabega, slabšega, ne. Pri čemer je, a veš, tako ves razvoj, se pravi znanost, vse nekako gre naprej, se razvija, vse vedno boljše, ne vem, zdrav znamo čudo enih bolezni, zaradi katerih so, pred 70 leti ljudje še množično umirali, to danes ni več problem.
Po drugi strani ne, imamo pa vedno bolj tako kamnito srce. Ne. Je naloga pisatelja ali pa literature torej ta, da se odziva na aktualno problematiko? Tudi, ni nujno. Ne. Jaz mislim, da ni. Ne. Vsak pisatelj se pač odloči sam. Zdi se mi podobno kot pri ljudeh nasploh. Ne. Lahko se odločiš, da boš pomagal sočloveku, lahko se ne odločiš. Ne. Lahko pomagaš na način, da greš nekam kot prostovoljec. Lahko si zadovoljen s tem, da ne vem, nekam nakažeš nek denar ali pa nekam odneseš, ne vem, višek oblek, ki jih imaš. Ne. Pač različni načini so, različno se odzivamo na te stvari in tudi avtorji mislim, da se odzivamo pač različno. Ne. Odvisno, kako to doživljamo, mogoče tudi, če recimo ob predpostavki, da smo za določene stvari mogoče malo bolj občutljivi, ne. Kaj je tisto, kar nas mogoče najbolj tudi prizadane, recimo, ko gledamo ne, ta svet okrog nas? Zanimivo mi je, ko si v bistvu pri odgovoru na prvo vprašanje si rekel, da te je v bistvu zanimalo to, v kaj se mi spreminjamo. Namreč, ker ravno to, čeprav je izbrana torej ta begunska problematika in čeprav je pač torej nekako angažirana v aktualnost, je pa angažirana na način, ki v bistvu zabriše, kaj hočem povedati. Nekako bi pričakoval od, rečemo, angažirane ali pa tako, da se zelo približa časopisnemu članku, zelo objektivno poroča in je potem pač na ta način kritična, medtem ko ta knjiga nekako pobere drugo pot, preiskuje v bistvu intimo posameznika, njegovo v bistvu to razvoj ali pa razmišljanje o tej problematiki, o soočanju s to problematiko. Ja, ker se mi zdi tudi branje samo po sebi dosti intimno početje in tisto, kar res govorim zase, za druge ne bi vedel, tisto, kar lahko pač napišem, so moje občutja, ne, kako jaz to doživljam. Ne. Neko časopisno poročanje se mi pa zdi tako, da pač dokler imamo novinarje, ki še o tem pišejo, poročajo, in to dosti dobro, recimo, počnejo tudi slovenski novinarji, ne vidim razloga, ne, da bi se moja literatura temu približevala. Seveda, če se kakšen drug avtor tako počuti, ne, lahko seveda nek drug pristop ubere, ne, piše na drugačen način. Meni se pa zdaj pravzaprav pri tej temi, ne, ki sem jo obdeloval, pomembno nekako na mehak način povedati zelo trde stvari. Se pravi, malo na lepši način grše stvari povedati. Ne tisto pač... Mislim, se mi zdi tako, da če sta dve trdi stvari, se bo samo izkrili in vprašanje, če bo res karkoli od tega dobrega. Tukaj se mi je zdelo pa to, da kar lahko jaz naredim, je to, da napišem nek roman, ki bo mogoče bralcem na malo drugačen način zlezel pod kožo in tako, ka vedno rečem, če bo eno samo zaradi tega malo oči odprl, pa bo malo drugače razmišljal, sem že dosti naredil s to knjigo. Ja, zdi se mi ravno to, da namesto, da bi v bistvu gradil na sami zgodbi, se ta zgodba v bistvu kar velikrat prelamla v bistvu nove fokuse dobiva, tudi osebne kak skače. Hkrati je pa tisto glavno, kar pa skozi knjigo se mi zdi se gradi, je pa nekako vzdušje ali pa občutek, ki ga ta svet in tudi uporaba jezika pušča pri bralcu. Ja, zagotovo mislim, v bistvu, kar mi je najbolj pomembno bilo, so ravno te občutki, ne? Kako te moji junaki to doživljajo. So zelo različni in vsak zase je prepričan, da dela tisto, kar je prav. Ne? Zdaj, če bi govorila o 3 odraslih glavnih likih, za njih bomo največkrat vsi verjetno rekli, ja, oni delajo pa prav, ne? Čeprav pravzaprav delajo ravno nasprotno kot celotna njihova okolica. Zato toliko bolj jim bomo dali prav, ne? Ampak v resnici jaz nikoli se nekako, ne vem, ne bom nikoli napisal, da oni pač delajo prav, ne. Jaz ne vem, če oni delajo prav. Oni delajo tako, kot oni mislijo, da je prav in to mi je v redu, ne. Zato, ker tudi vse mi sami konec koncev ravno, tako kot mi sami mislimo, da je prav in v redu. Tako da to je to, no. Doživljanje pa ja, po eni strani pač odrasli, kako doživljajo, po drugi strani pa otroška lika, ki sta v romanu, ki pač
na nek preprostejši način doživljata, pa po svoje toliko bolj kruto. Ne? Se mi zdi, da v teh otroški preprostosti je zelo veliko resnice, no? Na nek način. Ne? Doskrat je tisto, ne, ko ti, ne vem, otrok ali pa kakšne otroke slišiš, ne, pa dejansko povejo brez olepševanj, pa ni grdo povedano, ni zdaj spet kot nek, ne vem, stil poročanja, ne, ki si prej omenil, ampak dejansko te pa kar prizadanje, ko slišiš od enega pokca, kako zna povedati zadevo. Ne. Tudi v bistvu otroka nekako spojita dve različni dejanj, dve različni ravnanji do begunca. Nekako se pravi, za tiste, ki niste prebrali, en otrok je v bistvu begunski otrok, ki ga te tri, ki pomagajo ali pa nekako poskušajo pomagati beguncem, posvojijo, medtem ko je druga deklica je pa v bistvu hči osebe, ki pa te migrante izkorišča, jih pač prevaža jih in zato zahteva denarja, torej ki v naših očeh vseeno verjetno ne ravnalih najbolj moralno. Ampak ravno otroka skupaj prideta in nekako na koncu tudi združta vsaj te dva pola. Ja, zato ker njihov svet na nek način je najbolj preprost, saj tako kot mi gledamo, ne. V resnici jaz sam se sicer toliko zelo več ne spomnim, ne, tistih časov, ampak se mi zdi, da če drugega ne je ta svet najbolj iskren, ne. Zato ker otroci pač vedno tisto, kar čutijo, povejo, mi jih potem naučimo, ne. Da mogoče ni vedno dobro povedati tako, kot misliš, ne. Mogoče je treba malo paziti, ne. Je pa tudi na koncu pa vseeno tudi te dva otroka nekako nastradati. Ja, ni srečnega konca, ker je to zgodba, ki ne more imeti srečnega konca, ne. To je že na samem začetku jasno, oziroma kot je jasno, o čem roman govori, ne. Če govorimo o beguncih, o našem odnosu do njih. Mislim, čuden bi bilo, če bi se to kakorkoli drugače zaključil. Lahko bi se roman sicer prej zaključil, pa ne bi bilo nekega tako jasnega zaključka, ne. Po drugi strani se mi zdi pa glede na to, ne, koliko ljudi dejansko odide na boljšo, se odpravi na boljšo stran sveta, pa nikoli ne pride na tisto stran, se mi zdi pa prav, da sem tak zaključek nekako napisal. Zdaj, se pravi, prej sva nekako načela ja, sem se pa malo izgubil. Skratka, začela sva govoriti o tem, kako... Se mi glede, a vam jaz kaj vmes preberem? Aha, lahko vmes kaj prebereš, jaz bom pa ta čas vprašanje najdel, pa tudi, če so kakšna vprašanja, se seveda lahko kar vključite. Pisma za Adama. Okoli poldneva se začno trgati oblaki. Ko skozne za trenutek posije sonce, se zalesketajo kamni, zalesketajo se luže, strehe in listi na drevu. Veter še kar piha, a se zdi, da je sapa milejša, kot je bila prejšnje dni. Po koledarju bi moralo biti že topleje. Adam stoji ob oknu in gleda ven, dokler ne zasliši brnenja motorja, na katerem prihaja poštar. Vsako sredo pripelje poštar pismo za Adama, a jih Adam ne odpira. Poštarju, ki si misli, da so ljubezenska, sicer ne bi že leta prihajala na točno določen dan v tednu, se zahvali, ga odnese v stanovanje in odloži na rob kuhinjskega pulta. Ko se jih v nekaj mesecih nabere toliko, kolikor jih je mogoče speti z običajno gumico, zaprta odnese v klet in jih odloži na pult, kjer so shranjena vsa. Adam se je po prvem pismu odločil, da ne odpre nobenega več, shranil pa je vsa. Sprva mu je srce vsakokrat, ko mu je poštar izročil ovojnico, udarilo, vse v njem je ustrepetalo. Z leti se je privadil in zdaj se samo še nasmehne, prikima in stisne ustnice. Poštar je prepričan, da so ljubezenska pisma. Misli si, da je to dobro. Dokler si ljudje pošiljajo ljubezenska pisma, je vse v redu. Ja, sem se najdel. Skratka, prej sva govorila o tem, da je nekako nočeš komentirati, a delajo prav ali ne. Nekako tudi tako občutek sem jaz dobil, se pravi, da ti trije, ki pomagajo
utopljeni beguncem pomagajo. V resnici jim kaj veliko ne morejo pomagati, pač umijajo jih nekako uredijo, operejo oblačila in pa zložijo njihove osebne stvari in iz tega naredi ta Adam torej zgodbo z nekako srečnim koncem za tega utopljenega begunca. Skratka, dajo jim neko digniteto nazaj, torej ravnajo vsem dobro. Ampak občutek sem dobil, da ne delajo tega zaradi tega, ker bi res verjeli, da ne kako dobro delajo, ampak nekako iz inercije, ker nič drugega jim ne preostane, kot samo še, da v tem svetu nekako ustrajajo s tem delom. No, oni so se predvsem odločili, da zaradi tega, ker prihajajo begunci, ne bojo odšli, ne? Tam nekje vmes pišemo o tem, da pač ljudje so odšli, ne? Oni se pa odločijo ostati in delati to, kar mislijo, da je prav, ne? Vprašanje seveda tudi, zakaj to točno počnejo, ne? Konc koncev bi bile lahko to tudi neke, kaj pa vem, neke neuresničene želje iz preteklosti, a ne? Čeprav kljub vsemu, no, jaz njih postavim, ne, na tisto malo bolj pozitivno stran. Meni se je zdelo predvsem pomembno, recimo, ko si omenil Adama, ne, ki zaključuje njihove zgodbe, to sporočilo, ne, to pa je nekaj, kar lahko on naredi, ne, in to je to, da vsak mu napiše srečen konc, ker je prepričan, da to si pa vsak človek zasluži, ne glede na to, kako se je končalo. Ne. Pa še ena stvar je, on pošilja potem pisma, ki so jih vnaprej napisali, ne, da so srečno prispeli, da je vse v redu, ker itak konc koncev nihče več ne bo nič vedel, ne. Ampak tisti sam pokop niti mogoče ni to pomemben kot to, da nekako zaključujejo njihove zgodbe. No. To se mi zdi pa tukaj pomembnejši del tega. Kaj to v bistvu pove o svetu? Vendarle verjetno gre za nek svet, ki je nekako vezan tudi na našo resničnost. Torej, da je ta pomoč v bistvu odvisna samo še od treh, ki tam ostanejo. Ja, sej, večinoma je tako v resnici. Ne? Če gledamo pravzaprav na kakšen način, to, kar sem čisto na začetku govoril, kako beli zahodnjaki pomagamo ostalemu svetu. Ne? Vse gre Brad Pitt malo v Afriko, pa tam 3 hiše postavne. Ampak konc koncev v resnici, kaj od tega sploh še počnemo iskreno, kaj zares počnemo, pa čemu se sploh moramo odpovedati, ker konc koncev tudi, seveda boljše, da Brad Pitt postav 3 hiše kot nobene hiše, ne? Ampak vendar, kaj njemu tiste 3 hiše pomenijo? To je pravzaprav tako, kot če mi 2 evra zdaj dala, ne? In potem full fine bi se slikala še za časopis, ne? Hočem reči, da vsi neke, ali pa ne vsi, no, ampak zelo veliko ljudi samo še neke osebne koristi tukaj not išče, ne? Pač, a se da to zgodbo dobro PR-ovsko zapreti, a bom jaz zdaj izpadel dober človek, če to naredim in če to tako je, potem bom to naredil, sicer bom pa kakšno drugo nišo najdel, bom pa mogoče rajš, ne vem, za pande prispeval denar, pa šel pestat pando, pa se z njo slikal, ne. Se pravi, zelo tako preračunljivi smo, ne, in dejansko vprašanje, ne, če je vedno ta primarni vzgib, da pomagamo res to sočutje, ne. Pričemer pač ves čas opozarjam na to, da vse to, kar se dogaja, pa velik del krivde na naši strani. Še mimogrede, ena zanimiva stvar se mi je zdela, se pravi, ta zgodba ali pa svet, v katerega je to postavljen, je skoraj do skrajnosti abstrahiran. Ne moramo ga postaviti v resnici, ali pa ga lahko postavimo kamorkoli. Nima nekih orientirjev, da bi rekel, to je pa zdaj Koper ali pa, ne vem, Lampedusa. Ampak je kamorkoli. Zanimiva se mi je pa zdela ena podrobnost in sicer begunci so beli, so svetli, medtem ko so verjetno potem domačini pa temni. Ta otrok begunski je bel, nekje reče ta prekupčevalec, še sreča, da ima bolj temne in skodrane lase, da se vsaj malo zlije z okolico, drugače bi bilo že po njem. Zakaj ta? Ja, ker je ta naša preračunljivost zelo na kratki rok, ne. Mislim, glede na to, kako z lahkoto se povzročajo neke vojne, ki se ve, iz kakšnih vzgibov se povzročajo te vojne, ne. Ni nujno, da nismo naslednji begunci na čolnih mi, ne, in bomo mi nekam veslali in probali čez kakšno morje pridati, ne. Upam, da se saj kdo tega pol ustraši, ne, kad to prebere, ne, in
da začne razmišljati, da to mogoče ni najboljš, ko mogoče sebe začne postavljati v to vlogo, da bi pa zdaj on mogel vse pustiti, kar je tukaj ustvaril. Tukaj govorim zlasti za ta materialni del sveta, ne? Se pravi, je tukaj hiša pustil, pa vrt, pa avto, pa vse. Ampak to sploh ni najslabše, potem vidiš, tu družina se razgubi, sploh ne veš več, kdo je živ, kdo ni živ, starši so zginali, jih ni nikjer več, ta malček je toliko joko, da na koncu jih niti več ne spomni, oziroma jih verjetno namenoma pozabi, ker noče sploh več o tem razmišljati. Ne? In to je tisto, ne, kar nas lahko čaka. Ne? Vse to, če nam samo hiša, ne vem, pogori, ne vem, bomo pa novo postavili, bomo šli po stanovanje ali pa karkoli, ne? Ampak na koncu nam lahko zgodi to, da ostanemo praktično brez vsega. Ne? In če bojo pač tudi ostali ljudje takšni, kot smo danes mi, ne? Kdo nam bo pomagal? Ne? Tam bojo pač lepo ograje postavili, ne? In to je to, ne? Hvala lepa. Ne? Pa je nazaj. In bo rekel, pa se ni pa vas tako hudo, ko ste rekli, da je nazaj odveslajte. Ne? In potem pač z birokracijo spoštovali ure, predpise, kdaj se smer čez ograjo, kdaj ne. Zanimivo to, kar si rekel o tem, da se lahko to zgodi tudi nam, ali pa bomo mi naslednji, je že v bistvu moto knjige. Vse se je že zgodilo, vse se bo ponovilo, nikomur ni mar. Na en način se mi zdi, da je res ta skupaj z zaključkom, torej, ki je do neke mere odprt, nekako ponudi več alternativnih zaključkov, sicer nakaže, kjer je nekako pravi, ampak da vendarle ja, nakazuje, kako je ta zgodba lahko prenosljiva ali v drug čas, ali pa v drugo, da se vloge se zamenjajo. Zelo hitro, ne, konec koncev. Jaz ne vem, mi smo zelo hitro pozabili, da je bila enkrat druga svetovna vojna, ne? Ko so pa Evropejci takole zapuščali naše obale in, ne vem, v Severno Afriko, se vozila, ne. Tudi konec koncev, ne vem, Ruanda, Srebrenica, vse te zadeve, ko takrat, ko se zgodijo, smo vsi blazno pametni, ne. Še najbolj so Združeni narodi pametni, kako se pa to res ne bo nikoli več ponovili in ponovi se čez 14 dni ali pa še prej, ne. Tukaj edino, kar je šokantno, je to, da pravzaprav šokantno sploh več ni, če so te številke premajhne. Morajo biti pravzaprav vedno večje številke, zato da nas spet nekaj malo šokira. In še tega se potem zelo hitro na televiziji naveličamo. Jaz se spomnim recimo, ko je bila vojna v Bosni, ne, pa se vse to začelo, pa so bili prvi posnetki, pa je bilo grozno, pa smo se drug dan vsi o tem pogovarjali, kar smo videli. Ne. Čez čas utopiš in to je en del poročil, ki ga najrajš kar preskočil, ker itak sej vedno je tako, pa očitno še nekaj časa bo. Ne. In ta utopelost, ne, se mi zdi, da je tisto, česar v resnici ne bi smeli dopustiti, ne. Seveda na prvem mestu ne zaradi tistih, ki takrat pač trpijo, ki nastradajo zaradi tega, konec konca pa tudi ne zaradi nas samih, ne. Ker spet, v kaj točno se potem mi spreminjamo, če nam je tako vse. Potem tudi ta torej, črna mama, kamnita mama, ki se, torej ta Emma Olivia, ki se spremeni v kamen in nekako opominja, a res opominja, ali je... Ali se pridejo pa samo z njo fotografirati, ne? Bolj se bojim, da na koncu se vedno znova tako zaključijo stvari, ne? Dokler ta spomin živi, ne? Nekako dokler so še neke priče, dokler se še nekaj okrog tega dogaja, pravzaprav to pomnenje še je, ampak ko se ena generacija obrne, se pa začnejo stvari pozabljati, zelo hitro se pozabljajo, prehitro se pozabljajo, ne? Mi skozi govorimo, v kakšnem času živimo, vse se tako hitro dogaja, ne? Ampak te najbolj osnovne stvari, ne, so pa pravzaprav take, kot so bile, ne vem, pred 1000 leti ali pa pred 2000 leti, ne. In to se pa ni kaj dosti spremenilo, ne. In če zelo dolgo pravzaprav neke te osnovne vrednote, ki so veljale, ne vem, se mi zdi, da to bi pa bilo vredno, ne, obdržati, pa se za to na nek način boriti, ne, in ne tega preskakovati in zamahvati z roko v smislu, se to pač tako je, ne. Seveda tako je, ne, in tudi tako bo in seveda se bo ponovil, ne, ampak vendar več ljudi, ki ve, ne, da kaj se dogaja, se mi zdi, lažje mogoče na to vplivajo, da bi se pa, vsaj če drugega v manjšem obsegu, take stvari dogajale, pa da bi, ne vem, hitreje ravnali tisti, ki lahko preprečijo podobne zadeve, ne. To je tako kot podobno, kot vse, ne vem, epidemije v Afriki ali pa lakote, ne, potem, ko pa že milijon ljudi umre, ne, pol pa pripeljemo avione in kamione polne hrane. Mislim, lahko bi že prej, ne vem, mogoče
Mislim, verjetno bi se vse te stvari dali drugače rešiti. Konec koncev tudi težave, ki jih imamo mi tukaj, ne, se jih nič drugače ne lotevamo. Ne. Samo vsak od nas to opašajo takrat, ko se njemu osebno to začne dogajati ali pa nekomu od bližnjih. Ne. Takrat je pa to problem. Ne. Takrat pa naenkrat vidimo neke blazne katastrofe okrog nas. Ne. Pred tem smo pa zelo tako, ne, pravzaprav ne dosti sami. Že kakšno tudi vprašanje se da lahko postavite. Zanimivo je tudi, se mi zdi, za to neko zgodbo ali pa napredovanje motiv živali. Občutek ali pa nekak tak vtis sem dobil, kot da ptice so tisti, ki nekako poženejo vedno zgodbo naprej. Se pravi, že začetek se začne zaradi tega, ker ta moški nosi ptice, en gospod, namreč ptice, ki ne pojejo več. Potem nekako ribe, torej te črne, neužitne ribe, ki jih samo še reveži lovijo za jest. Pa tudi pes je spet tisti tretji nekak prelom, ki povzroči tretjo nesrečo, ali pa tretji prelom zgodbe, se mi zdi. Je to čisto naključno, ali je to moj... Ne, na nek način je pač narava, ki opozarja. Ne? Te ptice ves čas opozarjajo, ampak spet, kdo danes ima čas sedeti in poslušati ptice, ne? Mislim, tudi jaz, ne, koncev, če sem iskrena, ne? Ampak glih o tem govorim, ne, da pravzaprav opozorila so, narava opozarja, kaj ni v redu in nam je seveda čisto vse, dokler se to pri nas ne zgodi. Potem so pa neki posamezniki, ki na to opozarjajo, ki te stvari rešujejo in mi jih pravzaprav dojemamo najmanj kot fanatike, mislimo si pa itak, da so nori, ne? In v bistvu mislim, s čem se pa ukvarja, da ptice več ne pojejo. Pa kaj, ne? Mislim, se govorimo o parih pticah, ne? Tako da se mi zdi pač te ljudje, ki imajo neko mogoče malo drugačno zavest ali pa so malo bolj dojemljivi za stvari, ne? Mogoče je tudi njim fajn kdaj pa kdaj prisluhati, ne? In se kot srednješolci malo norca iz njih delati, ne? Pa pač riba lahko odklepa tudi skrivnost, ne? Sicer lahko. Ja, se v njej skriva ključ. Mogoče še to med samo intimo pa družbo, torej osebno dojemanje in pa neko družbeno aktivnostjo. Lahko, zaradi konca me zanima, ali lahko v bistvu ta trud posameznikov ali pa ta dejanja pripomorejo k boljšemu svetu ali so nujno obsojeni potem na propad? Absolutno lahko pripomorejo. Meni se zdi, da tudi mi sami vedno znova lahko. Mi sicer mogoče z manjšimi dejanji. Že samo to, da si pač, ne vem, do svoje okolice malo bolj, da smo prijazni malo bolj do ljudi okrog nas, ne vem, da se še spomnimo, pa kakšni tetki vrata držimo, ko gre iz trgovine ali kamorkoli. Že samo to je nekaj, kar lahko sami naredimo, ne. Posamezniki pa vedno lahko, seveda vprašanje samo, koliko so vztrajni, pa verjetno tudi malo tist, kaj pa vem, čas in prostor, kjer se pojavijo, ne. A bojo zdaj neke sledilce dobili, jih ne bojo dobili, kako bojo ravnali, ne. Pač ne more biti glih vsak Gandhi, ne, ampak sem pa je tudi kakšen Gandhi in konec koncev vse ljudi, ki spreminjajo svet, ni malo, ne. Vprašanje pač, v kakšnem okolju se pojavijo, v katerem času se pojavijo, ampak absolutno mislim, da so nujno potrebni in da oni lahko kar nekaj naredijo, ne. Pa pomembno je, da mi ne ostajamo ravnodušni pri tem. Še en moment je tukaj, po moje, zelo zanimiv in sicer vloga države, ki se tukaj reprezentatira skozi policaja in pa vojsko. V bistvu se mi zdi, da zelo tako pilatovsko deluje, no. Policaj namreč večkrat pride, pa sam govori, da on sicer, ali niti ni važen, kaj je on misel, ampak ljudje so proti temu, da pomagajo beguncov in on samo opozarja. Vojska pa tudi se mi zdi, da zelo tako posreduje. Pač postavimo ograje in potem spoštujemo predpise, ne glede na to, kaj ti predpisi pomenijo za posameznika. Čeprav ta policaj je tak malo mojen primer, ne?
on v bistvu, malo so mu tudi na nek način všeč, ne, te moji junaki, in on načeloma, dokler nima sam zaradi tega težav, ne, ga ne motijo toliko zelo. Ne. Potem, ko se ljudje začnejo opirati zaradi njihovega početja, ne, pol to malo njegov problem začne postati, ker vendar je on predstavnik neke oblasti, nekdo, ki bi mogel poskrbeti, da se te stvari ne bi dogajale. Ne. Se pravi, lahko je on tudi v svojem bistvu pravzaprav čisto v redu, ne. Je pa res, da ima tako službo, da težko neki se sam odloča in ravna, ne vem, po svoji vesti, ne. Ampak dejansko mora izvršvati to, kar se mu naroči, ne. Meni je bolj fajn to, no, recimo, kako se ga ta moj deček Lum boji, ne. Mi je blazno všeč tako, ne vem, ko sem to pisal, ne. Sem se prav spomnil tega, ne, ko smo bili majhni, pa to, pa če je bila kakšna uniforma, ne. To so bili še tisti časi, ne, ki je bilo neki spoštovanje in to se ti tako zdaj, ne. Policaj ni nekdo, ki se norca iz njega delaš in tako naprej. In tako ga tudi moj deček doživlja, ne. To je zdaj nekaj resnega, ker seveda on ga lahko vrne v tisti svet, iz katerega je ravno kar uspel zbežati. Po drugi strani pa tudi policista nisem hotel res kot nekega totalnega negativca pokazati, ne. Bolj so negativci vojaki, ne. Vojska je pač neki tacka, ne, kaj pa vem. To, kar jim rečejo, naredijo. Saj prav grozni niso, oni so tisto žico potegnali, pa zdaj tam stojijo, pa čakajo, kaj bo, ne. Policist ima pa te dileme, ne, on se pa s tem bistveno več ukvarja, ne, konec koncev je tudi to verjetno nek poklic, ki ga upravljaš vse življenje, dočim vojak je nekdo, ki je pač leto, 2, 3, odvisno v kateri državi si, ne, si pač v vojski in takrat pač nekaj delaš, kar ti pač rečejo. Pa te imajo še srečo, dokler imajo tam samo neko ograjo, pa jo pazijo, ne. Policist pa vsem verjetno vse premleva, ne, kaj je zdaj tukaj dobro, kaj je slabo, ne, in verjetno, ker vidi več stvari, tudi razume več stvari, ne. Ampak na koncu je pa še vedno policist, ne, za katerega se ve, kaj mora narediti, ne. Ja, se ravno to, kot državni organ pa v bistvu, se ravno to se mi je zdaj zanimivno, da v resnici zelo zadaneš, kaj v resnici tudi danes država počne. Nekako se umakne, ugradi da vse nekako potem, ampak kaj se znotraj tam dogaja, torej to pa niti ni več njena stvar, dokler se ne meša v mesta noter, tako, ne, ljudi prizadev. In on tudi Alija, ne, se pravi od deklice očeta, ki si ga prej omenil, ne, on pa begunce v notranjost države vozi, on tudi njemu dovolj, ker pravzaprav ne vozi v njegovo mesto. In to pol ni njegov problem in to njemu okej, ne. Tako da pravzaprav, ker tako ravna, je prav moje mnenje pač, da za begunce seveda to boljš, ne. Nekam pač pride. Zdaj vprašanje, kaj se naprej tam z njimi dogaja, ampak recimo, ne, da na koncu, da se te zgodbe kljub vsemu ne končajo vse tako zelo slabo, ne. S tem, ko on to dopušča, ne, ker konec koncev on bi lahko, ne vem, poklicu v sosedna mesta, on bi lahko organiziral vse, ne, verjetno bi tudi napredoval, če bi se odločil za neko tako pot, ampak se ne, ne. On se v to ne mešava, to pusti, verjetno nima niti nekih ambicij, brke si lepo pristriže, a veš, uniformo spuca in to je to, kar naredi in je zadovoljen s tem. Kaj pa ta lik Alija, torej, ki je na začetku zelo negativc, pač ni dober človek, večkrat zapišeš iz ust sicer tega junaka, torej taki ljudi lifra v notranjost, ampak na koncu pa vsem nekako izpade ne negativcno. Se mi zdi, da... Veš kako, hotel sem tudi njemu dati človeško plat, ne? Zdaj on negativc še vedno na nek način je na tej zgodbi. Nekdo, ki voz pač ljudi, ki rabijo pomoč za denar, še vedno ne more biti glih pozitiven lik, ne? Po drugi strani pa, če drugega ne zaradi tega, ker ima sam hčerko in ker ve, v kakšnem svetu odrašča, se tudi ta svet njemu ne zdi v redu, ne? Pričemer pač on kot en mali gangster iz malega obmorskega mesta tega sveta spreminjati blazno ne more, ne? A zaveda pa se, da ta svet ni v redu, ne? In to se meni tukaj zdaj pomembno, ne? Da zdaj on prepričan, da to je v redu, ali pa da on samo denar šteje, ker konec koncev, tudi ko bo pa poplava teh beguncev, karkoli se je potem ljudem groznega zgodil, zato, mislim, zaradi česar se jih bojijo, ne? Mu tudi ta denar ne bo več pomagal, ne? Se pravi, on ni take sorte tip, ne? On pač skuša v tem svetu nekako preživeti, preživlja se na ta način in zaveda se pač, tudi teh sprememb
njegovega sveta, ne, tudi njegov svet postaja drugačen. To, kar je mogoče na začetku priložnost, da na hitro nekaj zasluži, ne, potem vidite, se to kar dogaja nekako brez konca, to ni več to, ne. Po drugi strani so pa potem seveda še neki drugi gangsteri, ne, ki imajo pa tudi svoje dele mesta, ki so še hujši, ki so še slabši, ne, in pravzaprav pol ne veš zdaj, kaj je sploh tukaj v redu in kaj ni, a je ono v redu, a je ona neka tampon cona, da takoj te reveži natrčak eno od konj pravi, ne, jaz jih pelem kjer pravzaprav so varni, ne, ker tukaj niso varni, ne. Za denar, za katerega prej se ve koliko, ne pobere jim organ, kar nakažeš, da drugi tako delajo. Ja, grozne so te številke, ne, ko bereš, koliko na teh poteh begunskih, ne vem, otrok zgine, nasploh ljudi, no. Na otroke smo pač bolj občutljivi, ne, ampak to so grozljive številke, ne, ko se vprašaš, kam te vsi ljudje zginili, sem preprosto zginiti ne morajo. Ja, neki se jih seveda potuhne, zato ker se pač skrivajo, logično, ne, ampak številke so pa strašljive, ne, v resnici. Ampak skozi knjigo v bistvu ni te bolj pozitivne strani, no, torej skozi knjigo se v bistvu soočamo zgolj z utopljenimi begunci. Je to tudi zavestno ali nekako samo po sebi se zgodba skoncentrira zgolj na to, ker lahko bi... A veš kaj, nisem hotel širiti, ne, v bistvu se mi je zdelo redu, imamo pač te tri junake, ki živijo na obali, delajo to, kar delajo, skrbijo pač za te umrle begunce, in to je to. Lahko bi seveda širil, mislim, mavlica teh, ja, seveda, veš, mavlica teh zgodb je zelo mavlična, ne, super sem to povedal. Ja, skratka, a veš, paleta teh barov je neskončna, ne, vsak ima neko svojo zgodbo in jaz mislim, da dve zgodbi nista pravzaprav enaki tukaj, ne, tako kot pač naše zgodbe niso enake. Ampak tukaj sem se pač osredotočil nekje na tri odrasle, ki pomagajo, na otroka, ki je pribežal, ne, kako on doživlja svet, ne, pa tudi tam na začetku, ne, gleda skozi okno, ne, pa reče, ja, sej, ne, ko gledaš prvič neznane stvari, ti niso všeč. Ampak s časoma se privadaš, pa je v redu, ne, sej kamni se tudi tukaj bleščijo, ko sonce sije, ne. Ta otroška naivnost, ki se mi zdi, da je vsem lepa in ki jo odrasli mogoče tudi malo prehitro odrinemo na stran, pozabimo, nočemo biti taki, mogoče bi nam pa kdaj pomagali, ne, če bi bili malo bolj taki. Ne. Če malo skozi otroško oči pogledamo. Že kakšno vprašanje so se pojavile? Ne vem, smo zdaj v imenu tistih, ki jih ni, ne, kaj reči. No, jaz sem pričakvala, da bo več ljudi, ne, ker to, kar pa bilo javljeno, ne, tudi na Facebook, pa posod, da je roman aktualen, da je Kresnik, ne, bil pozoren že tolikrat, to se pravi, da gre za zelo kvalitetnega avtorja, poleg tega je mlad še, ne, kar zame je, mene literatura zanima, ne, pa ne mi je všeč, ne, da se ta generacija, ki je pravzaprav generacija mojih sinov, končno, ne, en je rojen 71 leta, ne, torej malo poznam to psihologijo, kako, da jo ni vseeno, da torej ste pač predstavnik oziroma pisatelj, ki mu ni vseeno, ne, in zgleda, da kritično gledate na to, da je ljudem postalo nekaj vseeno, pa smo kot neki noji, ne, ker mi smo pa varni, ne, oziroma dober, nas pravzaprav tukaj v Kranju Grims varje na levo in na desno, ne, tle se nam ne more nič zgoditi zaradi tega, ne, ampak, torej, kot sem iz tega pogovora razumela, da je kljub tragiki vendarle izbija nek optimizem, neka vera v človeško humanost, ne, torej tudi pri teh kao zločincih in tako naprej je še nekaj človeške občutljivosti, kar je pravzaprav neko upanje, da ne bomo vsi zapadli v
oziroma ta družba, ki gre res v grozne razmere, da se bo morda rešila na humanistične usporednice, ker drugače, ne, pa ni dobro, ne. Ker recimo jaz kot otrok sem dala, če zgleda, da so otroci tle, ne. Jaz sem kot otrok dala to pregnanstvo, ne, v taborišče, ne. In pravite, da se otrok na vsezadnje pol kar prilagodi. Moram reči, da so otroci zelo odporne stvari, ne. Tako ne, da mi smo tam, jaz sem tam v nekem nemškem taborišču, razmere grozne, kar se tiče objektivnih stvari, ampak smo hodili zunaj otroci, nek sneg, neke izložbe z igračami, ki so bile nam nedosegljive, ampak neke lučke okoli Božiča, ne, in tako. In torej otrok je, ne, in če imaš neko mamo blizu, ne, pa se kar nekaj, ne. Torej, to je neka situacija, meni se zdi, da bi ta roman najbrž bil zelo dobro predstavljen v kakšni srednji šoli, ne vem če, ali pa v kakšni 9-letki zadnji letniki, ne, ker oni so tisti, ne, ki zdaj v ta čas rastejo in so poklicani, da se malo, ne. Je pa res, da se vprašaš, ali ste rekel, ne, če bo samo enega človeka spremenil, pa ima smisel tako delo literarno. Drugače pa najbrž utopija, da misliš, da bi pisatelji spremenjali svet ali pa ne vem, razni idealisti, tako. Torej, meni je žal, no, da nas ni več, ampak najbrž, ker v Sloveniji manjka kritika, včasih so se šli v svinčenih časih, v narekovanju, so bile velike polemike v razgledih in tako naprej. Vidmar vis-a-vis drugih, ne, mlajših, ki so prišli. In oni so o posameznem delu razpravljali in smo mi publika videli, kam pravzaprav, kje so močne stvari, kam bo družba mogla iti in tako. Danes je neka, kaj jaz vem, kaj na televiziji kažejo, kaj časopisi, sem pa kek je, ne. Sem pa kek je. Torej, jaz kljub temu zahvaljujem, mislim, da ste zelo dobro predstavljali in mi ni žal, no, da sva prišli s kolegico, ne, ki se zanima tudi za literaturo in kupuje knjige in razpravlja knjige. Hvala, ja. Če bi reči komentiral drugače, pa tudi lahko še kakšen... Lahko mogoče kakšen odlomk. Zdaj, izpadali skozi najin pogovor, da je to tako plazno, temna knjiga, ne. V resnici, kar sem se jaz trudil, ne, ves čas je pravzaprav o zelo temni temi napisati svetlo knjigo, ne. Zdaj, koliko mi je to ratalo, to bojo pač bralci presodili, ne, to jaz težko govorim o tem, ne. Ampak, kljub vsemu, ne, sem ves čas iskal, veš, te neke, kaj pa vem, neke svetle trenutke, ne, pri vseh, a veš, koncev, tudi tako pri, ni glavni negativc ali, ampak en izmed tistih hudih negativcev, tako pri njemu, kot pri vseh ostalih, ne samo pri junakih, za katere itak že mislimo, da so pozitivni, ne, tudi pri drugih. Tako da, mogoče malo še preberemo, vse to časa še malo. Se bomo vsega tega, kar bomo vse, mislim. V trebuhu velike ribe. Sredi neba je veliko žgoče sonce, od grmičevja in drevesa slišiš kržate. Kan je pravkar prišel ven in gre počasi proti vodi. Vroče je, ampak ga ne moti. Ko je pri poltovornjaku, zagleda med valovi velikansko ribo, ki se hitro približuje obali. Na glavi ji stoji mož. Kan pomisli,
da je edino kit tako velik, kita pa tako blizu obale še ni videl, niti ni slišal, da bi ga kdo drug. In mož? Kdo je mož, ki stoji ribi na glavi? Jezdec rib? Kan ni slišal, da bi obstajal kdo tak. Ko je riba bližje, Kan vidi, da ni kit, pač pa črna riba, prav takšna, kakršne lovi, le veliko večja, mož, ki stoji na glavi, pa bi lahko bil Adam. Kan se ustraši, da bo riba nasedla na čereh, ne zaradi nje, saj se mu zdi ogabna, pač pa zaradi moža na njej. A je strah odveč, saj se morska žival spretno ogne ostrim skalam, potem zaplava naravnost proti pomolu, kjer se ustavi. Kan steče k obali, hitro je na pomolu, medtem ko se približuje velikanski ribi, vidi, da se ni motil. Na glavi res stoji Adam, ki že naslednji trenutek skoči na pomol. Pridi, zakliče Kan. Ko je Kan zraven, riba na Adama v znak odpre usta. Čeljusti se razklenejo in moški vidi v notranjost naravnost v trebuh, kjer je Ema Olivia. Ne razmišljaj in ne čakaj, skoči in ne čakaj. No, se opravičujem, zdaj pa jaz težave s tem branjem. Ne razmišljaj, ne čakaj, skoči v usta, Kan se ne obotavlja. V loku preskoči kratke špičaste zobe in se po vijoličastem jeziku spusti veliki ribi v trebuh. Ribja usta se zapro, a se notri ne stemni. Zgoraj nad njimi je rdeče utripajoče srce, ki žari, kot bi bila svetilka. Kaj takšnega, je presenečen Kan. Vprašujoče se obrne k Adamu in Emi Oliviji. Nikar tako ne glej, se nasmehne Adam. Saj vidiš, kako je. Midva odhajava. Preden odideva, sva se hotela posloviti. Zate vem, Kan pogleda moža, ki je umrl in so ga pokopali na vrtu pod drevesom. Pa ti, pogleda Emo Olivijo, kaj je s teboj? Ema Olivija iztegne roko proti Kanu. Na koži ima modrico z majhnima ranama, iz katerih mezi sokrvnica. Kača. Kača, kaj pa drugega, si gre Kan s pokrčenimi prsti v lase. Nekaj trenutkov se mršči, potem pogleda žensko. Vedno si govorila, da se kače ni potrebno bati. In zdaj? No? Ema Olivija stopi pred Kana in ga objame. Sprva je objem plah, za vsak primer, ker ne ve, kaj bo moški naredil, ko se ga bo dotaknila. Potem postaja objem močnejši. Kan zapre oči. Pomisli, da si je od nekdaj želel čutiti Emo Olivijo, njeno lice in dah, njen trebuh in prsi. Zdaj je prišel ta trenutek. A si ni predstavljal, da bo tako? Nisi predstavljal, da bo slovo? Sama sem tako hotela, mu šepne ženska. Z Bogom, ga naslednji hip izpusti in se lahko odrine od njega. Kan odpre oči v trenutku, ko je ženska že ob strani, pred njim pa stoji Adam. Kan ga zgrabi za roke in dolgo drži, kot bi ga hotel zadržati. Noče, da gresta oba. Kaj bo sam? Kaj bo s fantom? Zakaj ne bi šli kar vsi skupaj? Potem se zbere, izpusti moža in stopi korak nazaj. Se vidimo, dvigne desno v pozdrav. Adam in Eva Olivija se primeta za roke. Srce nad njima neha utripati in svetloba ugasne. Mogoče še ta, se pravi, nekaj, kar v bistvu za tvoje pisanje niti ni nenavadno, torej ta surrealnost ali pa fantastika, ki udira v realnost. Nekako tudi, na primer, Matej Bogataj to v kritiki izpostavil, je to nekako ta fantastika edini možen način, kako v tem svetu izravnati ali pa priti do nekega dobrega konca. Bi s tem strinjal? Bi se, ker jaz pravzaprav tudi zaradi tega uporabljam. Se mi zdi, določene stvari se da skozi te fantastične elemente prikazati na način, ki pravzaprav mehča stvari, način, skozi katerega pravzaprav lahko pripelješ do nekega konca, ki je pa vendarle, bom rekel, vsaj kolikor toliko, ne vem, v tem primeru sprejemljivo ali kakorkoli, ne. Pač da razumemo zadeve ali pa da saj mislimo, da jih razumemo, ne. Da ne ostane neki, da stvari ne obvisijo v zraku, da ne ostajajo nepovedane,
pa vendar, da so povedane na način, ki dopušča tudi malo različne interpretacije in to fantastiko verjetno vsak malo po svoje doživljamo, ne? Ti si malo drugače predstavljaš kot jaz, ampak na koncu, če si oba nekaj predstavljava in si nekaj o tem mislila, je to čisto ok. Ja, se mi zdi, da je nekako v tej funkciji izravnanja, podobno kot si tudi prej rekel za naravo, da nekako na koncu vse izravna, čeprav mogoče za ceno tega, da se od žalosti treba spremeniti v kanon. Ja. Nekako se ta svet gre naprej. Ja, vedno gre naprej, ne? In vedno, ko sva prej že govorila, kakšni so ljudje in kakšni niso. In vedno so to dobri ljudje, ne? Med vso to množico ljudi, ne? Tako da se mi zdi, za to človeštvo toliko zelo bati se nam še ni treba, ne? Je pa res, da je fajn prisluhati, no? Kadar takšni ljudje, ki naredijo, spregovorijo kakorkoli. Ni pa še apokalipse oziroma apokalipse. Ne, absolutno ne, pa tudi stvari, ki jih piše, nima nač za apokalipse. Ja. Če mogoče tu če kakšen komentar? Drugač mislim, da so tudi več od manj kar izčrpala, upam, no, vsaj, da pa da ne povejo vsega. Pa da ne povejo vsega. Vsekakor priporočam branje knjigo Vdih in izdih.